Spoštovane gledalke in gledalci, pozdravljeni v novem podcastu. Z nami je danes znani slovenski poznavalec medijev in bivši novinar Lenart Kučič, ki je zdaj svetovalec ministrice za kulturo Aste Vrečko. Pozdravljeni. Ministrstvo za kulturo je v tem tednu predstavilo, je v javno obravnavo poslalo predlog celovite prenove zakona o medijih. To je prenova po več kot 10 letih. 20. 20. Kaj prinašajo spremembe in zakaj so pravzaprav sploh potrebne, nam boste poskusili povedati. V kakšni kondiciji so slovenski mediji in zakaj jih pravzaprav potrebujemo, tudi slovenske medije. Kako doseči, da bodo mediji delovali v interesu javnosti, ne pa da bodo trobilo kakšne politične stranke, neke politike ali pa da ne bodo morda celo orodje za diskreditacijo in širjenje nestrpnosti ter sovražnega govora. Skratka, gospod Kučič, kje smo danes? Eno uro, ne? Ja, recimo, da imamo omejen čas za vsa ta res pomembna vprašanja za konec koncev slovensko družbo. Skratka, kje smo slovenski mediji in kam gremo in zakaj je bila potrebna tako celovita prenova medijske zakonodaje? Ja, to so, tudi hvala za vabilo, pa tudi za priložnost, da te stvari, ki smo jih v zadnjem letu vsak dan praktično razmišljali, poskušam zdaj čim bolj povzeti pa predstaviti, ker točno to so bila vprašanja, ki so nas vodila k prenovi oziroma k temu, da smo na koncu pisali nov zakon o medijih, ne samo nekje popravljali pa dopolnjevali starega, kar se je nekje dogajalo v preteklosti. Ja, težava je pa v tem, da imamo toliko novo medijsko okolje, recimo ta zakon, ki je zdaj veljaven, je še iz leta 2001 in tudi in konceptualno, idejno, iz vidika medijske krajine se še vedno obnaša, kot da imamo samo tisk, pa radio in televizijo, pa kakšno elektronsko publikacijo, ni pa absolutno nič pripravljen na zdajšnjo medijsko okolje in pa na to, kar konec koncev danes oblikuje medijsko krajino, tako da smo rekli tukaj, če uporabimo metaforo, če bi to hoteli novelirati, je približno tako, kot da bi v katrco dali 20 akumulatorjev, pa se delali, da je to zdaj Tesla oziroma električni avto, enostavno ne bo šlo, treba je bilo vse praktično premetati. In ena od stvari, ki smo se vprašali, je pa to, kaj je sploh temelj medijskega zakona, zakaj sploh država regulira eno načeloma svobodno gospodarsko dejavnost ali pa eno dejavnost, ki jo lahko vsak državljan izvaja kot svoboda govora, izražanja, informiranja, dobiti mnenja. Kar pomeni, zakaj so mediji toliko posebni, da jih je še zmeraj treba regulirati, kaj od njih hočemo, kaj od njih pričakujemo in kaj so eni taki temeljni stebri, na katerih sploh lahko nov medijski zakon pišeš. In smo pol klestili in smo rekli, konec koncev, vsak medijski zakon temelji na 3 glavnih stebrih. Na eni strani je treba zagotoviti čim več avtonomije in samostojnosti in neodvisnosti tistih, ki v medijih delajo, kar pomeni novinarjev, urednikov, samih medijev. Ker če niso novinarji recimo varni pred napadi, če nimajo delovnih pogojev, če ne morejo opravljati svojega dela, se držati njih profesionalnih kriterijev, če ne morejo stati za tem, kar na koncu objavijo, pol težko govorimo o tem, da mediji upravljajo javno funkcijo, kar meni seveda je treba v prvi vrsti ali pa zaščititi in omogočiti novinarjem in drugim medijskim delavcem, da upravljajo svoje delo v javnem interesu. Na drugi strani smo zdaj pri javnem interesu. Kaj je sploh ta javni interes na področju medijev? Ko smo pregledovali praktično vse evropske zakone in druge, smo ugotovili, da mediji ali pa države posegajo na področje medijev poleg svobode govora in izražanja, še iz enega glavnega razloga. In to je, da varujejo ali pa spodbujajo medijski pluralizem oziroma raznolikost. Da poskušajo poskrbeti, da je v medijih na voljo čim več različnih glasov, mnenj, stališč, preiskav, informacij in drugega, ki državljanom in državljankam omogočajo na tako celostno obveščenost. In s tem seveda boljše odločanje v demokratičnih procesih. V imenu tega pluralizma pa že pride recimo do prvih takih intervencij države. To je, ali je na medijskem trgu česa premalo, ali so kakšni glasovi premalo slišani,
ali so kakšni žanri iz takih in drugačnih razlogov premalo zastopani. A je treba tukaj kot država recimo z enimi spodbudami intervenirati, v smislu podpreti medije, dati novinarjem možnost izobraževanja in štipendij, omogočiti medijem, da pridejo do svojih občinstev. Skratka, ali je tukaj kakšen javni interes, kjer država en medijski primanjkljaj zapolni s tem, da spodbuja določene oblike medijske produkcije. In pa, da določene pojave, ki medijski pluralizem ali pa raznolikost medijskih glasov zmanjšujejo, omejuje. V prvi vrsti je tukaj nadzor oziroma omejevanje medijske koncentracije, potem skrivanje lastništva in podobno. Skratka, to so pol dejavniki, zaradi katerih je lahko medijski prostor manj raznolik, manj pester in manj kakovosten, kot bi sicer bil. Tukaj lahko daš določene omejitve. Mogoče kakšen plastičen primer na sedanji praksi, zakaj je to lastništvo, koncentracija lastništva pomembna? Pri medijih je tako. Če imaš ti običajne gospodarske družbe ali pa gospodarsko pravo, je nekje tako, da prevladujoč položaj ali pa monopol nista problematična sama po sebi, dokler ne pride do negativnih vplivov na potrošnika ali pa na konkretno zlorabo položaja, zato da izkrivljaš trg, da onemogočaš konkurenco in podobno. Mediji so malo specifični in to je, da recimo, da imaš ti enega medijskega lastnika, ki ima televizijo, radijsko postajo, pa časopis, pa še nekaj spletnih portalov. Ti lahko rečeš, da je to lahko 5, 6, 7, 8 ali pa več različnih medijev. Ampak ti mediji o ključnih rečeh, o recimo podpori določenim politikam, določenim ideologijam, določenim poslovnim interesom, določenim usmeritvam družbenim, govorijo z enim glasom. Kar pomeni, ne glede na to, da imaš ti več medijskih kanalov ali pa medijskih teh, imaš en medijski glas. In če se zgodi, da je na recimo medijskem trgu en lastnik ali pa samo malo teh lastnikov, ki obvladujejo celoten trg, to pomeni, da ne glede na navidezno raznolikost medijev, kar pomeni, imamo veliko radijskih postaj, pa časopisov, pa revij in televizij in spletnih portalov in ne vem česa, nekje v ozadju vidimo, da je pa to samo 3 ali pa 4 dominantni glasovi. Kar je pa seveda lahko še dodatni problem, je pa to, da zlasti recimo v jugovzhodni, srednji, južni Evropi, da so pa medijski lastniki recimo pogosto tudi konglomerati raznoraznih dejavnosti, ki imajo svoje interese v različnih panogah, ki so včasih kandidirajo za velike infrastrukturne projekte, za javne razpise in podobno. In tam je pa izredno pomembno, da ti kot državljan pa državljanka veš, ne samo kaj v teh medijih je, ampak kaj v teh medijih morda manjka. Ker raziskave povsod po svetu so pokazale, da lahko vidimo, da recimo mediji praviloma, in to ne glede na to, koliko imaš ti formalno zagotovljeno recimo neodvisnost uredništva. To sem hotel reči, ne, če imamo neodvisno uredništvo, zakaj je zdaj lastništvo pravzaprav, če je vpletanje v delo uredništva pravzaprav prepovedano? Ker praksa kaže, da ne glede na to, če imaš ti to varovalko, skozi procese selekcije dela v redakciji, izbire novinarjev in podobno, pač se oblikuje ena kultura, v kateri je skoraj neizrečeno dejstvo, in to je, da se o interesih lastnika praktično ne poroča. To je tista stvar, ki manjka v medijih. O kritičnih interesih lastnika. Ali pa domnevno problematičnih. Tako. Drugače se običajno kar poroča o interesih lastnika, kadar so dobri. Če so ja. Ampak kar je tukaj seveda problem je po tem, da nekje je en konsens in znotraj medijske stroke, pa tudi zakonodaje, da enostavno ni dovolj, da imaš ti recimo majhno število lastnikov, ki imajo sicer formalno zagotovljeno neodvisnost novinarskega dela, pa seveda, da se zgodi to, da se ne dogaja to, da bo nekdo iz uprave hodil na uredništvo pa govoril novinarjem, kaj početi pa kaj ne, ampak se pa izoblikuje okolje, kjer pač se ne zgodi, da bi mediji kritično poročali o morebitnih spornih interesih svojega lastnika, o morebitnih... Kultura delovanja. Kultura delovanja postane taka. In zato za medijski pluralizem je eno splošno soglasje, da ni dovolj samo ta varovalka zagotoviti uredniško avtonomijo znotraj medija. Seveda je fino, če ta varovalka recimo preprečuje lastniku kaznovanje novinarjev, če recimo to kršijo, kar pomeni. Seveda je super, če obstaja ena varovalka, kjer lahko novinar recimo tudi kritično poroča o kakšnem poslu, katerega je
lastnik ali pa njegov poslovni partner upleten in zato ni kaznovan, premeščen, odpuščen ali pa kakorkoli drugače šikaniran. Ampak to v praksi pa medijski pluralizem vseeno nujno vključuje tudi še en par drugih elementov in to je pluralizem lastništva, kar pomeni več kot je različnih lastnikov oziroma medijskih glasov, večji je potencialni pluralizem, večja je zastopanost recimo družbenih skupin in podobno. Pač to so vse dejavniki medijskega pluralizma, ki ga metodologije, ki merijo medijski pluralizem, nekako zajemajo. Kar pomeni, ni dovolj samo šteti, koliko medijev deluje v eni državi, ampak je pomembno tudi, koliko dejanskih, ne samo formalnih, koliko dejanskih lastnikov je zadaj in pa predvsem, kdo v tej medijski krajini manjka. Pri vsem tem se vendarle poraja vprašanje ne samo vpliva lastnika, ampak tudi oglaševalcev, še posebej, če so to recimo povezana podjetja v lasti nekega večjega konglomerata, morda celo države. Tudi vpliv oglaševalcev je lahko zelo pomemben na uredniško avtonomijo, morda še celo bolj kot pa neposredni pritiski lastnika ali politike. Ja, seveda, zaradi tega, ker mediji so zasebne gospodarske družbe in zlasti komercialni mediji so lahko v celoti odvisni izključno od prihodkov, ki jih ustvarjajo z oglasi, zato je pač to, katere medije oglaševalci podprejo in zakaj ali pa iz katerih se umaknejo, lahko zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na to, o čemer bojo mediji poročali ali pa ne. Ampak tukaj ne gre nujno za recimo kakšne take direktne podpore določenim politikam ali pa podobno, ampak gre za to, katere teme se odpirajo in katere ne. Recimo, preprosto ne poročamo o težavah našega največjega oglaševalca. Recimo. Ampak a bo zdaj ali pa druga stvar, ki je urejal, se kaj ukvarja s tem? Seveda, zaradi tega, ker tukaj pol pridemo do tega vprašanja, kdaj in na kakšen način so smiselne, rečemo temu, državne pomoči medijem. Zaradi tega, ker načeloma država lahko intervenira takrat, kadar ugotovi, da na medijskem trgu v smislu pluralizma nekaj manjka. Recimo, mi lahko prepoznamo, da določene teme niso pokrite. Mi lahko opazimo, da določena manjšina ni pokrita. Lahko opazimo, da določeni novinarski žanri zaradi stroškovnih pritiskov izginjajo. Recimo, tukaj sploh ne gre za to, da ne pridemo do vsebine, ampak recimo vemo, da je in mednarodnih in lokalnih poročevalcev je skozi manj, kar pomeni skozi manj lokalnih novic. Spet je to neke vrste izpad. Pa to ni direktni pritisk česarkoli, ampak enostavno recimo mediji, ki so zgolj odvisni od oglasov, lahko rečejo, ja, današnji prihodki, ki jih imamo, enostavno ne omogočajo takih dražjih, zahtevnejših, preiskovalnih in drugih novinarskih žanrov. Moramo preživeti najprej, ne? In vse to so recimo možnosti, kjer država lahko v imenu, ker prepozna javni interes, lahko tukaj intervenira, lahko tukaj vstopi na nek način s sistemom spodbud, subvencij in podobnih mehanizmov, s katerimi ali olajša ali pa omogoči tudi nastanek vsebin, ki sicer na trgu ne bi preživele. In ena od reči, ki smo ji tukaj namenili veliko prostora, je tudi to, da smo pripravili pravno podlago za različne oblike intervencije oziroma za različne oblike podpore medijem, medijskim oblikam, žanrom in podobnim rečem, ki do zdaj niso bile možne. Ker recimo mi smo imeli v Sloveniji dejansko samo en ukrep na tem področju in to je bil redni medijski razpis, kjer smo sofinancirali nastanek medijskih vsebin, kar je bilo sicer čisto dost za določene vsebine znotraj medijev podpreti, nikakor pa to niso bili zadostni mehanizmi za recimo podpreti razvojne projekte, za podpreti medijske startupe, ki bi pripeljali nove mlade ljudi sploh v to sfero. In pa so bile tudi premajhne in preveč omejene, da bi znotraj večjih medijev lahko kakšno posebno razliko naredile. Ker moramo vedeti, tukaj sta dve reči. Ta ukrep je bil pisan leta 2001. Takrat je lahko država rekla, mi bomo samo z enim takim projektom sofinancirali določene vsebine, ki jih sicer mediji premalo pokrivajo. Ampak ni bilo pa to nikoli mišljeno kot ukrep za spodbujanje ali pa pomoč sami panogi. Ker takrat, ki je bil ta zakon o medijih pisan, moramo vedeti, da so bila medijska podjetja zelo dobičkonosna. Takrat niso bili ne časopisi, ne radiji, ne televizije v kakšnih poslovnih težavah. Kar pomeni takrat,
Ja, in to se je zdaj tudi bistveno spremenilo, ker danes se mi o državnih pomočeh ne pogovarjamo več samo na ravni, kjer jih vsebin je premalo, kjer jih novinarskih poklicev nam manjka in kakšne žanre hočemo imeti, ampak so zelo močno opozorili, da so cele medijske panoge ogrožene, kar pomeni zaradi spremembe poslovnih modelov, sprememb navad občinstev, tega, da je ogromno denarja šlo na spletne platforme, ki so bili včasih v medijih, da se časopisom niža naklada, da zaradi korone recimo je zelo prizadela pač sektor, ki je odvisen od tega, da papir pride do končnih uporabnikov. Skratka, danes se pogovarjamo o medijskem okolju, kjer o pomoči medijem ne moramo več razmišljati izključno skozi pomoč pluralizma, ampak tudi skozi mehanizme, kako doseči, da določeni mediji sploh preživijo. In temu smo namenili veliko prostora. In predvsem smo prenovili verjetno ta medijski razpis, ampak tukaj mogoče se deva ustaviti pa samo, zakaj bi bil zdaj javni interes, da neko podjetje, ki izdaja medije, obstane? Kdo pravzaprav ugotovi, tale ja, tale pa ne? Od česa je to odvisno? Ne vem, velikost uredništva, naklada, doseg spletnega medija? Ja, vse našteto. Ker to isto vprašanje smo si zastavili in smo šli gledati recimo priglašene državne pomoči, ki jih je odobrila Evropska komisija po različnih državah EU-ja. In to so take in drugačne sheme za pomoč medijem in nas je zelo zanimalo, na kakšen način države, tudi velike države, kot recimo Francija, ki ima svojo shemo, ki ima veliko večji trg in bi si mislil, da je tudi ekonomija obsega dosti velika, da lahko mediji preživijo. Na kakšen način so oni upravičili to, da država da kar veliko denarja v zasebne medijske družbe, kar pomeni. In je Evropska komisija to odobrila. In je to Evropska komisija odobrila. In smo se šli malo učiti, na kakšen način je to možno. In odgovor je seveda, samo medijsko podjetje samo po sebi še ni v javnem interesu, ampak tisto, kar medijsko podjetje dela. In vsi ukrepi, ki so narejeni za pomoč medijev, to niso, rečemo, helikopterski denar, ki je namenjen panogi, v smislu zato, da boste vi preživeli. Recimo zdaj so tiskani mediji v velikih težavah zaradi distribucije, RTV. RTV se bo verjetno reševal specifično tiskani mediji, se bo reševal z helikopterskim denarjem. Tukaj spet gremo na tako polje, zaradi tega, ker javni mediji, mislim tako, po eni strani govorimo o medijih kot eni taki enotni zadevi, ampak po drugi strani so pa recimo javni mediji čisto druga zgodba kot zasebni mediji. Ker pač, kaj je glavni problem zasebnih medijev? Ja, to, da so sicer zasebna podjetja in Evropska komisija pozna izredno stroga pravila, na podlagi katerih lahko ti kakršenkoli javni denar dejansko nakazuješ enemu podjetju, ki naj bi nastal, ki naj bi preživel na trgu, ker konec koncev zasebni mediji niso bili narejeni z namenom udejanjanja javnega interesa. Pač, če imaš ti interes za izdajati časopis ali pa revijo, lahko reče država, v prvi vrsti je vaš motiv finančen, kar pomeni, vi delate posel, kot bi katerokoli drugo podjetje odprlo, ampak ste šli v medijskega, kar pomeni, vi mogli sami izračunati, a se vam to splača ali ne. Ampak Dobar, če je to neko manjše podjetje, ampak če recimo se zatrese Siol, ki ima vpliv na praktično polovico internetnega občinstva. Pa to ni več samo eno podjetje, pa samo ena dejavnost, ampak je to stvar, ki je zelo pomembna za obstoj in razvoj demokracije, za obveščenost državljanov, skratka, to je tisto, kar dela medije posebne gospodarske družbe. In zaradi tega potem država tudi ima možnosti tukaj pozitivno intervenirati, ker reče, ja ne, sej mi tukaj ne rešujemo podjetja mediji.dd ali pa mediji.doo, ampak rešujemo to, da oni vsak dan naredijo toliko pa toliko novic, naredijo toliko pa toliko informacij, reportaž, zgodb, da to počnejo v slovenskem jeziku, da to počnejo za splošno javnost, da to počnejo sistematično, da je tukaj zbranega tudi veliko znanja v teh redakcijah, kar mi spet ne rešujemo, papirja ali pa ne rešujemo kabla, ampak pomagamo ljudem, ki vsak dan iščejo informacije, kličejo naokoli ljudi, jih obdelujejo,
predstavljajo in podobno. Skratka, to je tisto, zato, ker delajo v interesu javnosti. To je tisto, in tukaj ima država možnost za intervencijo. Ja. In tukaj sploh ni tako vprašanje, kar je pa seveda, to so pa te podrobnosti, ki lahko pa malo več o tem povem, je pa to, da tukaj sploh ni vprašanje, ali to početi, oziroma ali država ne bi to počne, ampak kako. Tukaj morda lahko greste že, ker tukaj pa lahko, malo bolj v detajle, v konkretne. No, recimo, rešitev, ki jih predvideva nov zakon. No, recimo, če dam en tak primer, vzamemo eno shemo, ne vem, Dansko, ki se dostikrat omenja kot en tak zgled, zaradi tega, ker je to en tak svežen ukrepov, kjer se podpira in produkcija vsebin in določene medije kot take, manjšinske medije, tudi določene subvencije določenih poklicev so možne. Skratka, en tak lušen paket svežna ukrepov. In hkrati grejo spodbude predvsem uredništvom, novinarjem, tistim, ki ustvarjajo vsebino, ne pa recimo lastniku per se, da bi ali pa mediju kot takemu povečeval dobiček temu podjetju. Ne? No, in ko bereš te dokumente, pol vidiš eno stvar. Recimo prečejo, mi smo od 70 let smo podpirali recimo distribucijo pa tisk in so bili mediji, takrat časopisi, upravičeni do tega pa tega pa tega. No, potem smo pa na podlagi študija leta 2004 šli v reformo tega modela, kjer smo na podlagi študija ugotovili, da se to nima več smisla, ampak je treba iti bolj v študija. Potem smo to testirali, smo ugotovili študija, rezultati so pokazali to pa to. Intervencije so bile potrebne na tem področju, kjer smo imeli primanjkljaj in smo potem na podlagi študija naredili ta program shem, ki ga zdaj testiramo in sproti merimo učinke in imamo tukaj rezultate na podlagi študija, da je bil ta ukrep uspešen, ta pa ne. To je Danska. Pa to je do neke mere tudi Avstrija, pa še kdo drug. Pri nas lahko poreževa vse tiste študija, tako rekoč. Enostavno zaradi tega, ker mi na žalost, in to je pa največja stvar, ki jo nov zakon ne bo mogel odpraviti, mi imamo več kot 20-letno luknjo na področju medijske politike. Od 2001 ni bil ta zakon zares vsebinsko spremenjen, kar pomeni, da to ni samo problem v tem, da ni zakon spremenjen. To pomeni, da nimaš kot država napeljan monitoringa, nimaš ti nestrokovnih, na drugih ekip, ki bi se s tem sistematično ukvarjali, ki bi na vsakih 5 let šli gledati, ali ta ukrep deluje ali ne, ali treba kaj napisati na novo, ali treba kaj ven vršiti. Se imamo neke direktorate na ministrstvu, pa ne vem, inšpekcijo medijsko. Pa... Če čistko rečem, če smo glih pri analizi podatkov. Od 2002 do danes je Ministrstvo za kulturo s tem enim razpisom za spodbujanje pluralizma v slovenskih medijih dalo v slovenske medije več kot 54 milijonov evrov v vsem tem času. Nekje 3 milijone na let, ampak govorimo o 54 milijonih evrov, pri čemer nimamo monitoringa slovenskega, pluralizma v slovenskih medijih, nimamo, če me zdaj vprašate, kako je bilo 2015, pa kako je danes, je boljše, je slabše, ne vem. Edini podatek, ki ga imamo, je monitor, ki ga izvaja ta evropski medijski pluralizem, monitor evropskega medijskega pluralizma, kjer je Slovenija nekje zajeta od 2016 do danes in tam Slovenija praktično na vseh ključnih točkah, ki gleda medijski pluralizem, ima nekje status visokega ali pa srednjega tveganja, kar pa ima samo tako trojke pa enke, medtem ko samo nekje je imela nizko tveganje enkrat, odkar se to meri. Kar pomeni, imamo ukrep, kjer ga je šlo 54 milijonov, imamo monitor, ki ga izvaja ena tuja institucija po približno enotni metodologiji, ki kaže, da je stanje medijskega pluralizma slabo. In v resnici, in to je en očitek, na kjer ga težko dam kakšen konkreten odgovor. Ja, nažalost, mi nimamo tega luksuza, da bi tako kot recimo Danci na podlagi analiz, ukrepov in podobno zdaj pripravljali medijske ukrepe. Dejansko ta zakon predvideva, da se določene stvari še dejansko začne početi, kar pomeni predvideva, da je treba izvajati medijski. Zakon zdaj uvaja monitoring. Uvaja monitoring, predvideva monitoring. Ki bo drugačen, kot je bil zdaj pri medijskem razpisu, kjer smo mi mediji vendarle poročali, ali se to izvaja. Skratka,
Izvaja se, ampak nismo dobili tudi denarja, da malo pojasnimo, denarja vendarle nismo dobili samo na lepe oči, samo zato, ker smo. Nekaj smo vendarle delali, samo potem, kam so šli te podatki, ocene in učinki, tako tega pa, to je očitno manjkalo. Ne? Mislim, zadrega je bila v tem, ker je bil ta ukrep zasnovan pred dolgo časa. Mislim, to se res od 2.2 izvaja in recimo takrat je bila ideja, mislim pa še to, lahko gre v podrobnosti, takrat je bila nekje ideja, da se z tega financira programe posebnega pomena, potem so notri prišli še ostali mediji. Ampak ta ukrep je bil res namenjen zgolj in izključno sofinanciranju določenih vsebin. Recimo, če se je SIOL odločil, da bi naredil eno obsežno reportažo o poplavah, recimo, ali pa recimo, da bi spremljal, na kakšen način poteka obnova poplav in bi vi kot odgovorni urednik rekli, ja, tukaj pa jaz rabim 3 novinarje na tem, da bojo delali 2 meseca na tem, jaz jih ne morem pokriti z oglasi, ampak prijavljam ta projekt, a je mogoče to dobiti sofinanciranje z tega medijskega projekta za tak projekt v javnem interesu in potem bi komisija rekla, bi točkvala, pa rekla, ja, to pa je en tak projekt, in potem bi dobili sofinanciranje za ta konkreten projekt in to bi vi pač izvedli. To se je počelo, seveda, ni tukaj problem v tem, da se to ne bi počelo. Pač bili so projekti prijavljeni, bile so komisije, bili so ti projekti izvedeni. Ampak, če pogledamo učinkovitost samega ukrepa na medijski pluralizem, čemer je bil namenjen, pa seveda pa nimamo podatkov o tem. Kar pomeni, imamo seveda podatke, da je bil ves denar podeljen in pravilno porabljen, kar pomeni, ni problem, da bi bile kakšne nepravilnosti pri teh razpisih. Tako? Ni bil to problem nikoli, ampak je problem v tem, ker se je pač, a je bil cilj uresničen, tega pa ne moramo reči, oziroma celo lahko rečemo, da glede na podatke, ki niso naši, ampak ki jih imamo, ni bil uresničen. Prenova tega sistema podpor, subvencioniranja dela medijev bo šla. Nujno vključuje tudi. Ste tukaj vendarle lahko zdaj konkretni. Govorili ste o danskem modelu, torej kam gre zdaj ta nov zakon? Kakšne so konkretne rešitve, ki jih predlagate? Seveda zdaj gre zadeva v javno razpravo, verjetno bo prišlo tudi do sprememb. Konkretne rešitve ne bojo v zakonu, zaradi tega, ker konkretne rešitve treba pač pripraviti glede na, to bojo pripravljene sheme. Ampak v nasprotju z zdajšnjim zakonom, ki predvideva izključno ta en razpis, ki je omejen izključno na sofinanciranje vsebin, naš predlog zelo razširja podlago za možne podelitve državnih pomoči. Kar pomeni, tukaj ne bo šlo samo več za sofinanciranje vsebin, ampak bojo možne tudi druge intervencije. Od subvencije, recimo, transportne poti do uporabnika, do subvencije določenih specifičnih novinarskih poklicev, do spodbude medijskim startom. Skratka, na podlagi tega zakona bo mogoče pripraviti sheme, kakršne poznajo recimo na Danskem. To je ta ključna razlika. Zdaj, a bo to taka shema ali drugačna, to ne bo predmet zakona, ampak zakon bo zdaj omogočil oblikovanje državnih pomoči medijem, ki bojo sledile tem modelom, po katerih se hočemo zgledovati. Kar pomeni, da bo država sploh lahko na ta način podprla medije. Če greva mogoče še na druge, bolj konkretne rešitve, ki jih predvideva ta nov zakon, v starem zakonu, prej na začetku sva rekla, se pogovarjamo še o klasičnih medijih, tiskani mediji, radio, televizija, mogoče sem pa tja kakšen internetni medij. Se tukaj stvari, ki spreminjajo, kaj je medij, kaj je pravzaprav novinar, definicije se spreminjajo, ne? Ja, splošna definicija se spreminja, ker od takrat, in tukaj je spet, na eni strani smo zelo pozorno spremljali in tudi v direktoratu smo zelo aktivno udeleženi pri sprejemanju tega novega evropskega medijskega zakona, ta European Media Freedom Act pa EMFA. In ta je trenutno najnovejši oziroma najbolj sodoben medijski dokument v Evropski uniji in seveda smo določene definicije vzeli od tam. Ampak če malo poenostavim. Sprašujem v bistvu zato, da vendarle povemo malo občinstvu, kakšna je razlika med medijem in neko spletno stranjo. Skratka, kaj dela medij, ne vem, pa nekdo drug, ki razširja sicer svoja mnenja o pomembnih vprašanjih, tudi za demokracijo, za družbo, ampak to še ni medij.
Ja, seveda, zaradi tega, ker ključno vprašanje tukaj je. Seveda vemo, da vsak potiskan papir še ni časopis ali pa revija in s tem ne medij. In po podobni analogiji vsak tweet oziroma vsak zapis ali pa vsaka zgodba na TikToku ali Facebooku ali pa Instagramu še ni medij, vprašanje pa je, kaj od tega, kar se dogaja na vseh teh novih platformah, pa je medij. In tukaj smo definiciji medija, recimo tej tradicionalni, da je medij organizirana dejavnost, ki temelji na tem, da splošno javnost informira, izobražuje in zabava. Smo tukaj dodali, tukaj pa malo po nizozemskem zgledu, tudi določene prage, po katerih je možno za medij, kot medij obravnavati vsako dejavnost, ki nagovarja splošno javnost, ne glede na platformi, z namenom bodisi informiranja, bodisi vpliva na javno mnenje, bodisi monetizacije. Kar pomeni, če ti sistematično zbiraš občinstvo, da mu boš določene informacije posredoval, tudi z namenom monetizacije, to v bistvu je medijska dejavnost. Tako da smo tukaj šli iz te tradicionalne platformne ali pa dejavnostne definicije medija, kar pomeni, da medij ni samo nekaj, kar je časopis ali pa nekaj, kar je v iPasu registrirano kot medijska dejavnost. Nekaj, kar dela novice, ampak v bistvu Ampak je možna tudi ta širša razlaga, da so tudi nove pojavne oblike medijev, če delajo dejavnost kot medij, če so periodične, če so sistematične, če je en motiv nagovarjanja splošne javnosti, v nasprotju s tem, da jaz nagovarjam na svojih zasebnih profilih svoje prijatelje, to ni nagovarjanje splošne javnosti zares. Če imaš pa če je to dejavnost, ki je motivirana z vplivom na javno mnenje ali pa tudi z monetizacijo, kar pomeni, da to počneš, da boš ti... Če imaš blog, če imaš podcast, v katerem nagovarjaš splošne družbene teme in zato, tržiš občinstvo, recimo. Tako, je to že medij. Je to lahko medij. Ker iz tega, zdaj, ali si medij ali nisi medij, verjetno izhajajo pravice in dolžnosti za medij. Ne? To je res, ampak tukaj moramo biti zelo previdna. In sicer... Kdo reče zdaj, ti si medij? Se to je, ker recimo načeloma velja po Evropski uniji tako, da v demokratičnih družbah nobena država ne sme na ravni dovoljenja opravljanja dejavnosti reči, to pa zdaj je medij, to pa ni medij, ker je to enostavno zelo nevarno. Če država odloča za kogarkoli, če je država tista, ki odloča, kaj je medij in kaj ni, da podeljuje, recimo ti si, ti nisi, iz tega izhaja, ti imaš pravice, ti jih nimaš, te bomo odgovarjali, tebi ne bomo. Ti moraš upoštevati pravico do popravka, ti ne. Mislim, če ti vzpostaviš en tak sistem, kjer država dejansko odloča, kdo sme početi, pa kdo ne, kdo sme konec koncev tudi organizirano udejanjati eno pravico do svobode izražanja, je to prekomerno. To nobena država v resnici. Ampak vendarle to pol na koncu delajo nekdo, sodišče recimo, ne? Če jaz zdaj, zahtevam popravek od nekoga, ki je na svojem blogu nekaj objavil grdga o meni, recimo, in jaz zahtevam popravek in zahtevam pravico do prikaza nasprotnih dejstev, v skladu z veljavno medijsko zakonodajo, sodišče na koncu lahko reče, pa dobro, se to ni medij. To je res, ampak eno je, če to počnejo sodišča, drugo je, če to počne država. Pa vse sodišča so koncu tudi del države. No, bi kdo zelo odločno ugovarjal, da je to ločena veja oblasti. Ampak država smo itak vsi mi. Ampak če reči, to, da bi država bila tista, ki bi odločala, ti si medij, ti nisi medij, je tvegano. Skratka, ti si novinar, ti nisi. Razvit medijev, to ostaja v novem zakonu? Ostaja v spremenjeni obliki. Zaradi tega, ker v preteklosti se to malo navezuje na to vaše vprašanje, in to je, v praksi se je v Sloveniji vzpostavila ena praksa, ki nikoli ni bila mišljena tako. In to je, da iz tega je nekdo ali nekaj opisano v razvid medijev ali pa ni, se pol kar naenkrat in države in sodišča in regulatorji in vsi obnašajo, kot da je razvid medij v Sloveniji tisti, ki dejansko loči medij od nemedija. To ni bilo nikoli tako mišljeno.
Zaradi tega, ker država načeloma, in to je bilo, mislim, da tudi pred Evropskim sodiščem par takih primerov, država tega ne sme početi. Recimo, če bi iz tega, a se ti upišeš v razvid medijev ali pa ne, izhajale določene posebne pravice ali pa ne, to ne bi šlo čez evropsko pravo. Kaj pa jaz recimo lahko? In namen tega razvida ni bil odločati, kaj je medij pa kaj ni, ampak za tiste, ki se upišejo kot mediji, da spoštujejo, se sami zavežejo, da spoštujejo določene recimo zaveze o transparenci, kar pomeni, da sami povejo, kdo so lastniki, kakšni so deleži, kdo je odgovorni urednik, kdo je odgovorna oseba, kaj počnejo, kar pomeni, to je bilo nekje, rečemo, če si en tok resen, da se greš to dejavnost in se upišeš v mediji, daš od sebe to informacijo, da poveš, jaz sem medij, imam uredništvo, imam sedež uredništva, imam odgovorno osebo, imam urednika, skratka, za tem, kar mi objavljamo, nekdo stoji, tudi z vidika odgovornosti in vsega. Ampak spet, to je bila odločitev v veliki meri. In druga stvar, ki je bila, da se zagotavlja pač večjo transparenco, da se ve načeloma, kdo je za te medije odgovorni in kdo je njihov lastnik, in pa v Sloveniji je bilo še tako, da si nekje v procesu upisa v medijski razvid nekje še predložil določene dokumente, s katerimi si recimo temu vsaj deklarativno rekel, da spoštuješ novinarsko avtonomijo, da imaš en uredniški koncept, kaj boš počel in podobno. Skratka, to je bilo nekje ampak to. Se zdaj problem pa je bil na neki, ne vem, kako naj temu rečem, Prostovoljnosti, ja. To besedo sem zdaj iskal, ne? Kar pomeni, da potem nekdo pač lahko dela karkoli in reče, mene ta medijska zakonodaja itak ne zanima. Ne? Ampak izhaja pa vendarle tudi neke dolžnosti za, ne vem, javne institucije, državne organe, ki morajo medijem recimo odgovarjati v določenem roku. Mimogrede se bojo tukaj tudi spreminjale pravila. Nekaj malega. Okay. Ampak res na podlagi prakse. Verjetno ministrstvo ne odgovarja vsakemu posamezniku v roku 7 dni na kakršnokoli vprašanje. V praksi se kar odgovarja, ampak ne, drugo hočem reči. Prej, ki ste vprašali, definicija medija. Bistvo nove definicije medija je, da se lahko kot medij obravnava in zajame to, kar nekdo dejansko počne. In da tukaj nismo na registrih, pa na dejavnostih, pa na organizacijskih oblikah. Kar pomeni, če se nekdo deluje in obnaša kot medij, da izpolnjuje zahteve te definicije, je popolnoma vseeno, a je upisan v razvid, v kakšen register, ali pa tukaj ne rabi noben odločati o tem, a to zdaj je medij ali pa ni, ampak če delaš kot medij, če imaš to, potem medij si. Seveda je pa potem naprej, kar pa imamo namen, je pa to, da se pa ta dozdajšnji razvid medijev preoblikuje, ker zdajšnji razvid medijev je imel eno veliko pomanjkljivost in to je, da so bili noter upisani zelo raznoliki mediji, in pa da podatki zaradi različnih praktičnih razlogov niso bili osveženi, kar pomeni, zelo težko je bilo, nisi mogel iti na razvid medijev in dobiti eno aktualno in zanesljivo informacijo, kdo je zdaj odgovorna oseba, pa kdo je zdaj lastnik tega medija. In to je nekaj, kar spreminjamo. Zdaj ena taka delovni naslov tega novega razvida je, ker bi rekel, medijski erar. In ideja je, da bo tam dejansko mogoče na podoben način kot zdaj v erarju dobiti podatke o dejanskih lastnikih, ne samo formalnih, in pa tudi podatke, kar je pa pomembna novost v novem medijskem zakonu in tukaj izhajamo pa iz Evropskega medijskega akta, da dajemo veliko strožja pravila glede transparence državnega oglaševanja. Državnega oglaševanja. Tako, državno oglaševanje pa akta definira dosti široko. Ali tudi oboje, kar pomeni, skratka, to je, če Telekom oglašuje, ki je državna podjetja, to je stvar, to se pa tudi na ravni akta usklajujejo, a to spada tudi državno podjetje, ampak načeloma se tukaj zaostrujejo zahteve po transparenci za vse medije, ki tako ali drugače prejemajo državno oglaševanje, s tem, da tukaj šteje neposredno oglaševanje, kampanje, razpisi, tudi o tem bo treba vse poročati in zavesti. Tudi izdatki recimo občin. Mislim, to so stvari, ki pa jih dejansko prinaša Infa. In recimo ta del bo absolutno, ta je kar novost.
Okay, če sem za trenutek samo še pomudiva pri tej definiciji medijev, ne, kaj pa glasila političnih strank, glasila občin, ki so v bistvu neke vrste propaganda za... Lahko, ja. Lahko Mislim, stranke, propaganda za pač določeno politično opcijo oziroma za župana, tako naprej. A tukaj... Ja, to zdaj sodi lahko sodi, recimo občinska glasila zdaj sodijo pod državno oglaševanje, po našem branju ENFE. Tako da za njih do neke mere se spreminjajo. Tukaj bojo seveda bistvene res te podrobnosti, zaradi tega, ker že zdaj je bilo kar nekaj tega, recimo določena občinska glasila so bila v medijskem razvidu, določena ne. To se bo zdaj kar dosti spreminjalo, ampak računamo, da bo tukaj tudi recimo pri teh rečeh pa dejansko čakamo še mečkan, kaj se bo na ravni ENFE zgodili in tudi kaj bo v javni razpravi. Mislim, to spremembe so, kar pomeni, se bo zaostrovalo, ampak konkretno do kere mere in koliko se bo dalo v to poseči pa vprašanje. Zaradi tega, ker politične stranke, oziroma drugače, svoboda izražanja je nekaj, v kar ne posegamo, ker ne moramo in tudi ne smemo. Politične stranke imajo pravice, imajo pravico imeti svoj bilten, svojo stran, obveščati svoje članstvo po vse. To pač samo po sebi imeti svojo televizijo. Samo in se obnašati kot mediji in hoditi, na novinarske konference in, protestirati, če se jih ne spusti na, recimo, medijski dogodek druge stranke. Vprašanje je pa seveda, koliko so pripravljeni ti mediji in tudi dolžnosti prevzeti. In recimo, kar smo rekli, kar pa lahko kot država najbolj konkretno pri teh rečih vplivamo pa je, in to tudi ENFA zahteva, da je strožja, da je predvsem na ravni in državnih pomoči in državnega oglaševanja, da so nekje strožja pravila za kakršnokoli porabo javnega denarja v vseh teh medijih. Recimo, to se pa do neke mere da zaostriti. Kar pomeni, ti lahko rečeš, da je državno oglaševanje zavezano tudi v uresničevanju javnega interesa na področju medijev. Ti lahko rečeš, recimo, to pa Evropska uredba o političnem oglaševanju do neke mere regulira in tudi to bo eno izmed recimo novih zahtev, je to, da obstajajo pregledni podatki o dosegu in občinstvu. Tudi zaradi tega, ker se je po Evropi razpasla ena taka dosti slaba praksa, da so recimo državni denar podeljevali mimo kakršnih koli takih kriterijev, recimo, da so popolnoma obskurni mediji lahko dobili ogromno državnih oglasov, recimo, to so bili primeri marsikje po Evropi. In ena od reči, ki naj bi to otežila, je to, da bi se državno oglaševanje vendarle moralo ozirati na udejanjanje javnega interesa na področju medijev, ki ga določa medijski zakon, kar pomeni, da dejansko spodbuja in pluralizem in podobno, oziroma v primeru kampanj, da je ta strošek upravičen po enih takih tudi oglaševalsko dorečenih kriterijih, kar pomeni, da ima eno logiko. Če ima doseg, potem ja, je smiselno dajati več denarja noter, če pa nima dosega pa... Tako, in na tem področju pač pričakujemo, da bo največ takih ne takoj, ne danes, ampak kako se bojo ti mehanizmi vzpostavili, ko bo monitoring pluralizma, ko bo monitoring recimo občinstev, ko bo transparentna poraba državnega oglaševanja nekje jasna in ko bo tudi recimo, ko bojo dejanski lastniki bolj očitni, bo enostavno možno veliko lažje reči, a je ta denar oziroma so te izdatki upravičeni, s čimerkoli, recimo z dosegom in z javnim interesom, in na podlagi tega se je pa mogoče pol veliko bolj konkretno pogovarjati, kaj in kateri mediji so do česa upravičeni. Ampak prej ste tako zelo dobro v bistvu načeli, ne? Mediji bojo morali prevzeti tudi svoje odgovornosti, ne? Praksa iz slovenskega prostora je znana, pravzaprav vzamemo tisto, kar nam paše, ne? Tisto, kar nam ne paše, se pa radi otepamo ali pa iščemo določene luknje, kako se temu izogniti, skratka prevzemanju določene odgovornosti, ne? Da pa te nekaj prisili k prevzemanju odgovornosti, so pa k temu običajno pomagajo neke sankcije, neke globe, kazni.
Ste tukaj tudi kaj predvideli? Mislim, to ni samo slovenska posebnost. Pa recimo obče človeška. Ja, zaradi tega, ker recimo tudi, ko sem študiral v Angliji, eden od profesorjev je že v 70-ih izdal knjigo Power Without Responsibility, kjer je kritiziral točno to, da mediji imajo ogromno ene moči in takrat, ko hočejo svoj pomen za demokracijo poudarjajo, koliko oni morajo biti neodvisni, pa koliko so pomembni, takrat, ko pa ga začnejo kaj biksati, pa takoj rečejo, to je pa avtonomija, pa svoboda govora, tukaj pa ne smete nič. Mislim, to je, odkar obstajajo po moji mediji, pa medijski zakoni, se okoli tega vrtimo. In tudi recimo pri vseh teh rečeh. To je tudi pri podjetjih. Ja, to samo po sebi, jaz mislim, da je tukaj spet zaradi te 20-letne luknje medijske politike, se je pri nas vzpostavila tudi taka mal škoda, da se je vzpostavila taka kultura, da imamo dejansko samo tako zelo konkretno definirane prekrške in pol točno ta inšpektor pride, določi prekršek in pol da kazen. Če pa nekaj vmes, pa kar ne moramo in pa se in eni in drugi otepajo tega. Mislim, naša zakonodaja načeloma, kakor smo se pogovarjali na velikih področjih, je do neke mere prenormirana in recimo zanimiv se mi zdi, če dam samo eno anekdoto, ko smo se pogovarjali naprimer z enimi kolegi v eni od skandinavskih držav, in se pol pogovarjamo to, in pol on reče, in pol naša agencija ali pa naš ta medijski odbor da tako mnenje in potem je to tako. Na kar mi vprašamo, ampak kaj pa, če recimo medij tega mnenja ne spoštuje? Pa ti spogled. Kako to mislite? Ja. To se pa nas ne zgodi. Mislim, in zaradi tega je treba biti izredno previden, kadar se pogovarjamo o danskem modelu, to je približno tako, kot bi rekli, Slovenija bo druga Švica ali pa ne vem kaj. To so toliko specifična okolja, recimo nekje je samo regulacija. Odvisno od kulture, ne? In ponekod je samo regulacija toliko močna, da ti recimo, ne vem, anglosaksonski svet je prvič samo regulacija močnejša, kar pomeni dejansko mediji dajo več na svoj ugled in tudi sami poskrbijo, da jih neumnosti ne počnejo, pa imajo pa oni še čisto drugačno sodno prakso, zaradi kjer jih je recimo mogel Murdochov News of the World dejansko zapreti. Bi se pač po ne vem koliko 100 in več letih nehati izhajati enostavno zaradi tega, ker je pač videl, da ga čakajo take tožbe in podobno, da nima šans, kar pomeni, ampak to je čisto druga kultura. Recimo pri nas govoriti o tem, da boš ti tožil mediji in boš iztožil 15 milijonov ali pa kaj takega, mislim, to vemo, da v Sloveniji ni realna možnost. 15,000 evrov bi bilo mogoče veliko. Ja, zaradi tega, mislim, načeloma smo mi bolj zagovorniki ne toliko te kaznovalnosti, kakor vzpostavljanja, mislim, seveda. Name and shame, ali kako, skratka, mislim, kazanja na kredibilnost medija mogoče. Jaz mislim, da mediji bojo enostavno v teh zdajšnjih okoliščinah, bojo mediji enostavno prisiljeni, saj tisti mediji, ki bojo hoteli ostati mediji, ki bojo hoteli ostati verodostojni in merodajni in sploh pomembni, bojo enostavno morali sami pri sebi te mehanizme izboljšati. Ker enostavno, če jaz ne bom imel zaupanja, da vašemu mediju bolj verjamem kot kar enemu blogerju ali pa kar enemu zapisu, ki pride na moj družabni profil, pa imate vi velik problem. Kar pomeni, smo kar prepričani, da če bojo mediji hoteli sploh še obstajati kot mediji, sploh kot karkoli, ki ima kakršnekoli veze z javnim interesom, bojo enostavno morali pri sebi te stvari precej strožje postaviti. Uvesti preverjene dejstev pred tem, mislim, sami kar nekaj narediti. Ne zato, ker pride inšpektor pa bo dal kazen, ampak enostavno zaradi tega, ker bo to toliko slabo vplivalo na njihov ugled, da se bojo enostavno samo uničili, če bojo to še naprej počeli in se igrali na ta način, kot prej opisujete. Kredibilnost, skratka, je naša glavna valuta. No? In kar zdaj tukaj ne morem iti v podrobnosti, ker to se še, mislim, to je šele vendarle osnutek, ki je prišel v javno razpravo, ampak ideja je, da se določene res slabe prakse, ki so res in dokazljive in res slabe in res problematične, da se jih dejansko tudi oglobi. Medtem ko druge stvari je pa mogoče narediti skozi druge oblike spodbud. Recimo, da pač ne moreš zaprositi državno shemo, če kršiš pravila, če ne izpolnjuješ zakona o medijih in podobno.
novinarsko častno razsodišče izdalo več recimo nekih negativnih sodb po kršitvi profesionalnih standardov, torej kodeksa novinarjev. Mislim, kot država na ravni zakonodajalca tega ne more narediti, ker je to samo regulacijski mehanizem, kar pomeni, to ni sodišče. Ampak da bi pri podeljevanju teh pomoči, bi pa lahko rekli, tale medij je bil pa tokrat omenjen kot medij slabo prakso, da pa pač... Ja, jaz mislim, da je tako možnost država v tem primeru in mislim, da to ni samo možnost, ampak je... Bi zdržalo to na sodišču? Je jim pravica in dolžnost. Mislim, ker ti konec koncev, če pa delaš sheme državnih pomoči, pa seveda daš določene pogoje. Recimo tudi te sheme, ki smo jih gledali v tujini, imajo zelo jasne pogoje. Recimo imaš delež lastne produkcije, koliko moraš imeti takih vsebin, koliko moraš imeti izvirnih člankov, koliko ljudi zaposluješ, kar pomeni, kupenih takih kriterijev države dajajo kot pogoje za prejemnike državnih pomoči in tam recimo imaš veliko več možnosti, kot pa dati izredno restriktiven zakon, ki ga bojo potem inšpekcije izvajale. Pač ti na spodbudah lahko narediš velike razlike s tem, da spodbujaš dobre prakse. Mene pač bolj skrbi, pač kot odgovornega urednika, senzacionalizem, ki si ga nekatera naša konkurenca privošči, širjenje neresnic, dezinformacij, nekaj, kar jaz mislim, da se mi ne moramo privoščati, ampak preverjanje dejstev zahteva določen čas, seveda ne moramo biti prvi, ko nekdo objavi, tako naj bi bilo, pa se potem lahko izkaže, ja ali pa ne. Ima še vedno 50% možnosti, da je zadev. Ja, ampak ko so se pred 150 leti ameriški tabloidi začeli zmišljati, da so našli življenje na Luni in je to bil najbolj prodana številka, ki so jo pol tudi seveda oglaševalci množično začeli noter oglaševati. Mislim, to je stara zgodba v medijih, kar pomeni tisti, ki delajo, tisti, ki pač poskušajo pridobivati pozornost občinstev na take načine, so obstajali in bojo obstajali. In recimo zdaj so se še bolj agresivno preselili na različne oblike družabnih omrežij. Pač tam si res lahko dovoliš mnogo več, kot tudi vaša recimo medijska konkurenca. In to je sigurno ena taka stvar, ker do neke mere je seveda treba tukaj najhujše anomalije tudi omejiti. Recimo to na srečo dela tudi ta Evropski akt o digitalnih storitvah, ker recimo slovenska medijska zakonodaja prav na te velike platforme neposrednega vpliva ne more imeti, ampak so pa te stvari predvidene tam. Tako da se tukaj zmanjša možnosti te neposredne nelojalne konkurence ali pa res nekaznovanega delanja škode. Mislim, to je samo vprašanje časa. To ni nekaj tazga, kar medijski zakonodajalci bojo mirno gledali. In to je nekaj, kar se ureja in se bo urejalo. Zdaj sem se spomnil tudi v bistvu zaposlenosti novinarjev v uredništvu. So tukaj tudi kakšne norme, smo v dobi umetne inteligence. Kaj, če se spomnim, jaz imeti jutri medij, kjer mi bo vsebine pisal nek ChatGPT, in pravzaprav ne rabim ne odgovornega urednika, ne novinarjev, ali pa če rabim, ali zakon, ki predvideva take stvari. Ja, zakon to predvideva in tudi glih ta teden smo ugotovili, smo rekli, tukaj smo bili pa mi na srečo kar napredni, da je tudi Evropski parlament to v ENFI nekje zahteval, da se dve stvari, in sicer, da se vsebine, ki jih v celoti ustvarja umetna inteligenca v medijih, da se jih do neke mere regulira, kar pomeni, da se jih nujno označuje. To zlasti pomeni v teh medijih, ki so informativni, splošno informativni, kar pomeni, da se uporaba umetne inteligence, če uporabljate, da se ne prepoveduje, seveda bi lahko iz različnih razlogov uporabljate nova orodja in to se bo v vsakem primeru počelo, ampak da se izdelki umetne inteligence označujejo, da se človeška odgovornost... Torej, kaj označujejo? Spodaj bom moral napisati... To je ustvarjeno, pa to dela bot, ali pa ta... Z umetno inteligenco, je to zadostuje, ali bo treba program napisati, pa kje... Ne, se to je... Ampak enostavno to pomeni... V bistvu samo distinkcija, da je to naredil stroj in ne človek. In pa ampak da je človek odgovoren za vsebino stroja, kar pomeni, vi pač ne boste se mogli zgovarjati, računalnik je to naredil, jaz nič nimam s tem, to ne bo šlo.
Pa mi smo razmišljali tudi o tem, da bi se pa recimo določene oblike, kot je pa deepfake in podobno, pa da se ga ne dovolj sploh uporabljati v splošno informativnih medijih, zaradi tega, ker je to na podoben način kot fotomontaža pri fotografiji. Načeloma so to stvari, ki ne bi šli skozi. Ampak je to stvar v bistvu medijskega zakona ali bolj, neke kazenske zakonodaje? Ne vem, če vas jaz zdajle vaš obraz dam na telo nekoga drugega za neko drugo žensko in boste imeli vi težave z svojo ženo. Recimo. In od spodaj ne piše, da je to ustvarjeno z umetno inteligenco. In da je to, v bistvu vi mene tožite zaradi defamacije. Mislim, to je ena od reči... Ni stvar, verjetno medijskega zakona ali pač. Ja, mislim, to je ena od stvari, o katerih razmišljamo, da bi bile med tistimi hujšimi kršitvami. Kar pomeni, če je zadeva dokazljiva, da se dejansko v mediju uporablja. Oteževalna okoliščina potem v bistvu na sodišču. Ja. Da še, okay. Mislim, to se nam zdi eden od takih hujših prekrškov, zoper. Kaj pa pravica do popravka? To je naša večna bolečina odgovornih urednikov, še posebej nas na spletu, ko moramo odgovarjati v 24 urah. Zdaj tudi vemo, da praksa je pač taka, da le redki popravki so uslišani že v bistvu iz prve zahteve, ampak da je marsikdaj, v bistvu v večini primerov, je treba pravico iskati kar na sodišču, da imaš pravico do objave popravka v skladu z določili zakona o medijih. Se zdaj ta postopek kaj spreminja? Vse. Tukaj smo pa uporabili že opravljeno in delo in usklajevanje iz medijskega zakona iz leta 2020. Predloga novele, ki takrat pač šla je v javno razplavo ta novela in potem je padla vlada in je stvar ostala v tistih pregovornih predalih. No, ampak tam je bilo dejansko že kar nekaj rešitev precej usklajenih med odgovornimi uredniki, pa stroko, pa mislim pač tistimi, ki jih to zadeva, in tam je bilo kar nekaj sprememb, ki smo jih zdaj upoštevali v tem novem predlogu. Je zelo podrobno, piše, kakšni so postopki, na kakšen način se tega... Postopek še bolj zapleta, bomo še bolj birokratski. Mislim, ne gre za to, ampak... Se kakšni roki skrašujejo? Ne, se to... Mislim, ene stvari se poenostavljajo, ampak to je bilo že takrat narejeno nekje, da se uskladi s prakso, kar pomeni tisti prejšnji popravek je bil tako star, ampak recimo tukaj se zadeve nekje so usklajene s prakso. Je pa res, da je stvar namenoma zelo natančno predpisana, zaradi tega, ker pravica do popravka je pravzaprav eden od najbolj konkretnih posegov države potencialno v avtonomijo medija, kar pomeni, to je ena od redkih reči, kjer lahko država oziroma zakon neposredno poseže v vaše delo kot odgovornega urednika, ker to morate izpolniti. In zaradi tega je pomembno, da se tukaj ta pravica zelo tehta, kar pomeni vaše avtonomije, da vas na drugi strani ne zasujejo z nesmiselnimi popravki, kar pomeni, da se ta zadeva ne zlorablja za to, da bi se na vas pritiskali ali pa na vaš medij, in pa na drugi strani, da se zaščiti pravica prizadetega. Tako da to je kar nekaj sprememb, ampak načeloma je pa zelo natančno določen glik zaradi tega, ker gre za potencialno velik poseg v avtonomijo medijev in zato smo rekli, da mora biti res raj bolj kot manj normiran. Ok, še bližava se koncu. Avtonomija uredništva, se tudi tukaj kaj določila spreminjanjo, vloga uredništva pri, sprejemanju določenih določil, odločitev v medijih, recimo. To ostaja. Mislim, imenovanje, pač izrekanje o recimo imenovanju odgovornega urednika, kakšnih drugih stvari. Te stvari ostajajo, se kaj širijo, se bo podkrepila avtonomija uredništva, recimo še lahko. Ali... Ja, tukaj lahko pač nekje temeljna določila in sodišča so znana in sploh ni, mislim, da sploh ni kakšne dileme. Uredništvo in lastništvo, uprava sta še vedno ločena, ta se ne sme mešati v delo tega. Zdaj, seveda vemo, mislim... Soglasja pri imenovanju odgovornega urednika. Pridobiti jih je treba, ja. Soglasje ali mnenje? Mnenje, ja. Ravno to sem hotel reči. Soglasja najbrž ne boste zahtevali, ne? Ni v tej verziji. Tako, okay. Spet iz več razlogov, ampak tukaj smo res, mislim, se zavedamo,
tudi naše prejšnje prakse, ki smo še delali v medijih, recimo tistih, ki smo, da zares, ampak to so se že prej pogovarjali, pri tem je res mogoče interese lastnika pa avtonomijo uredništva popolnoma ločiti, je to tak idealističen, je to malo idealistično, mislim, zares učinkovite varovalke do urednika, ki gre v nasprotje z lastnikom, si težko predstavljam, nažalost. Mislim, ne glede na to, kaj strani države. Ker to je vendarle, so to podjetja, ki imajo svoje lastnike, statute in podobno. To je tukaj čiste varovalke proti tem, ampak temeljna načela so pa že res toliko utrjena in znana, da tukaj pač vse, kar se recimo spominja, samo to, da pač gledamo, na kakšen način to ENFA ureja in samo gledamo, a se da še kakšno stvar dodati ali pa vse. Recimo, ne vem, dodali smo, naprimer z ENFA, smo dodali, kaj s tem dodatni člen o zaščiti vira, ki ga ENFA eksplicitno določi, recimo tega tajnov. Pa še en par reči, no, recimo tudi, ne vem, tudi pomislek je bil, ampak to smo dali nekje tako, bomo videli, na kakšen način, ker čakamo še na ENFO in to je, a bi se dali tudi prepoved nadzora komunikacijskih naprav novinarjev. To je ta anti-spyware člen, ki ga ENFA predvideva, s tem, da se je pa tukaj po Evropi so se ene države začele na veliko, ene so podprle to, so rekli, ja, to je pa dobra stvar, ene so pa rekli, ja, ampak kaj po imenu nacionalne varnosti. Tako da, ampak to recimo so ene take nove... Se to ni že zdaj načeloma prepovedano. Ja, ampak recimo... Razen, če sodišče ne odloči drugače, ne vem. Ja, ampak recimo so določene stvari, ki se mi zdi, da v medijskem zakonu vseeno so eno tako sporočilo, da pač to je vendarle. Da se pač še poudari. Da se še poudari. Seveda je tukaj splošna zakonodaja, mislim, ne moreš iti čez drugo zakonodajo področno, ampak mislim pa, da to, kar ENFA počne, na parih teh točkah so pa dosti močna sporočila, česa naj se v Evropi ne bi počeli. In ta demokratična družba in ta nepooblaščen nameščanje vohunskega programa, kot je Pegasus, brez vedenja novinarjem, se mi zdi, da je nekaj, kar je deklarativno treba prepovedati. Ali pa skrajno omejiti, ne vem, najhujše možne primere. Teh recimo isto zaščita vira, da se stvar formalizira, kar pomeni, da tukaj ni pritiskov na novinarje, da razkrijejo vir, če tega nočijo. Mislim, pač kupljenih takih stvari, ki smo jih tako nekje dodali iz teh praks, ampak načeloma se, mislim, ideja avtonomije uredništva in novinarstva se ne zmanjšuje. Ampak jo poskušamo pač smiselno širiti, pri čemer seveda ne moramo iti čez področne zakone. Hvala. Samo za konec še, kakšen je zdaj potem načrt, ta predlog novega zakona je zdaj v javni obravnavi. Zdaj je v ravni spravi in kot smo se od samega začetka zavezali, ker je bilo v preteklosti neki negativnih praks, no, da se je dajali zelo kratke roke za javno razpravo, celo sred poletja, pa med prazniki pa podobno, smo od samega začetka rekli, enostavno preveč tega smo videli in tega, recimo tudi jaz osebno sem bil večkrat na drugi strani, ko sem pač dobil zakon v javni razpravi in potem en tak nenormalno kratek rok za v tej sodelovati, pa še takrat je bilo tako, nisi vedel, a sploh... Koliko ima členov, koliko je dolg nov zakon, mogoče ta podatek? Krajši je. Še krajši kot... Krajši je, ki je bil. Okay. Pa drugače organiziran. Tako da če, to ne bo, mislim, to ni nekaj, kar lahko gremo v stari zakon, pa pol track changes v smislu, to ne, ampak je precej drugačna struktura. Ideja je pa taka, pač časa za javno razpravo bo dost. Javna razprava, tukaj so spet taki, lahko rečemo, da po en strani poteka že 20 let, mislim, glede na to, da je to že ne vem, kjer poskus spremembe starega medijskega zakona in je v predalih ogromno gradiva in pripomb in vsega, ki smo jih vse pregledali, vse smiselno upoštevali tudi pri tem, kar smo zdaj počeli. Ampak recimo, v vsakem primeru bo zdaj do konca januarja javna razprava odprta. Javna razprava je res odprta, kar pomeni, to ni nekaj, kar smo dali ven, samo zato, da odkljukamo formalni zakonodajni postopek. Boste imeli še kakšne... In to so delovne rešitve in tukaj bojo sigurno še veliko predlogov sprememb pogajanj, kar pomeni absolutno vabimo čisto vse, ki jih ta stvar zadeva. Boste imeli kakšna omizja mogoče javne...
načrtovan. Mize ali pa kaj? Spet, upam, da nam bo uspel. Namen je, da jih imamo. Jaz samo upam, glede na to, če zaradi recimo logistično, časovnih in drugih teh reči, da bomo to lahko speljali, ampak ideja pa je taka, da bomo imeli znotraj javne razprave tudi nekaj javnih dogodkov. Do konca januarja skratka je tukaj čas za pripombe, pol bo verjetno treba vsaj en mesec, da se prebijemo skozi te pripombe, ker na tisti predlog iz leta 2020 jih je bilo v javni razpravi skoraj 200, to je takle kupje stiklov, kar pomeni, da se to vidi, da se to upošteva, pa se pa gre pač na medresorsko usklajevanje in po rednem postopku to pomeni, da je stvar pač, kakor je mogoče predvideti nekje polet. Bi lahko bil zakon po normalnem državnem zboru, rednem postopku nekje bi lahko bil takrat. Ampak seveda je pa to nehvaležno napovedovati, ker se lahko zgodi še marsikaj, ampak tako po rednem postopku plan, ki ga imate zdaj, je nekje to poletje. In, Ja, upajmo, da bo ta proces trajal vsaj kolikor toliko po načrtih. Upamo tudi, da dobite tehtne predloge, da boste smiselne, da boste dobili tudi kakšne ideje o smiselnih rešitvah. Ja, to se pričakuje. Ja. To upamo in se veselimo zaradi tega, ker mi ne vemo vsega. In tudi zato pravim, to bo odprta javna razprava, ni zdaj to tako bo, zdaj pa vi ali se oglasite ali ne, ampak dejansko nas zanima. Zaradi tega, ker tudi medijski zakon je za razliko od kakšnih bolj specialnih zakonov izrazito čezsektorski. Recimo mediji so gospodarske družbe, kar pomeni ne samo na ravni tega, ampak že na ravni ministrstev je to široko, kar pomeni mediji, na kulturi smo nekje vsebina in pluralizem, pol na pravosodju so recimo sovražni govor, tožbe, slep, posebne pravice, pol na gospodarstvu je vse, kar se tiče gospodarskih družb, na digitalni preobrazbi so digitalni prehodi pa strategije, skratka, pa na financah seveda je na koncu so javnofinančni učinki, kar pomeni, če bomo delali kakršnekoli sheme, mora tudi tam biti usklajeno. Skratka, to je res zelo medsektorski zakon in zaradi tega je tudi in razprava in tudi uskladitev vseh možnih interesov mnogo težja kot pri kakšnem zakonu, ki je recimo nekje, rečemo 90% na enem sektorju. Recimo mi smo sicer resorni za ta zakon, ampak če bi šel gledati kako procentualno, koliko imajo druga ministrstva še nekje zraven pri tem in s katerimi moramo biti usklajeni, jih je pa tako kar nekaj. No, recimo, tako da pričakujemo in seveda zajema tudi izredno različne medije, ker konec koncev lahko si predstavljate, da pač rešitve, ki bi bile zanimive za tiskane medije, niso nujno rešitve, ki bi bile zanimive za vas. Rešitve za tiste, ki imajo naročnine, so drugačne od tistih, ki so zgolj na oglaševalskem trgu. Mislim, hočem reči, medijski zakon je zaradi same materije precej bolj kompleksen kot večina drugih zakonov, zato pač pričakujemo, da bo tukaj enih interesov, pogajanj, kompromisov in tole več kot pri kakšnemu bolj pod narekovajem enostavnemu zakonu. Tudi najbrž zato se ni spremenil že 20 let, čeprav je bilo že kar nekaj poskusov, nekaj predlogov. Upajmo, da tokrat uspe. Jaz se vam zahvaljujem za vaš čas, za vašo razlago. Upam, da so tudi naši poslušalci, gledalci, gledalke lahko se kaj podučili o celotni problematiki, da bodo lahko sodelovali v tej javni razpravi, doprinesli k temu in še enkrat najlepša hvala za sodelovanje, vam pa hvala lepa za pozornost in do naslednjega podcasta. Torej, hvala za vabilo, pa upam, da bo tudi nov zakon razumljivejši v smislu tega, kaj je njegov namen in s katerimi konkretnimi ukrepi poskušamo kakšen problem rešiti. Tako da pa seveda vabilo k sodelovanju v javni razpravi. Hvala lepa.